Čau, Uroš tukaj iz Kineta Running Academy. Danes imam za vas copat Salomon S-Lab Ultra 3, že 4. generacija tega copata za ultraši. Čau, z veseljem vam danes predstavljam tale nov copat, ki je že 4. generacija, čeprav nosi številko 3, ampak njegov razvoj se je začel že daleč nazaj in danes imamo tukaj en copat, ki bo definitivno na nogah mnogih ultrašev zaradi barve, zaradi slovesa in konec koncev tudi zaradi kvalitete, ki jo ta copat ponuja. Sam ultra kolekcijo za te dolge tekme uporabljam že dalj časa. V bistvu na vseh tekmah, ki so daljše od klasične 10, sem tekel v tem copatu. Predvsem zato, ker mi je všeč, ker ima recimo s tisto S-Lab Sense linijo, ima več blaženja, ki meni bolj odgovarja in pa to nudi tudi več udobja za vse kilometre. Tudi na treningu. Prav sem ta copat uporabljal raje samo za tekme, mogoče za kakšen specifičen trening, pa tudi, da sem jih odnesel. Zaradi tega, ker so imele prejšnje številke malo težave z vzdržljivostjo. Če gremo lepo po vrsti splošno, zelo všeč mi je tale vijolična kombinacija, ki mimogrede paše na marsikateri kos oblačila, čeprav se na prvi pogled ne zdi tako. Super taka mat barva in tudi v blatu se ne vidi, da so blatne. Tele ima zdaj že približno 100 km, trenutno ni nobene obrabe videti. Je pa res, da je največja sprememba tega copata, predvsem v tem zgornjem delu, v tej nogavički, v zgornjem delu copata, v petniku, v srednjem pa v podplatu, je pa pravzaprav skoraj enak kot njegova predhodnica dvojka. Ima 290 gramov, pri tej moji številki 42 tretjini, kar je zelo podobno kot prejšnja številka. Padec peta prsti je 8 mm, približno 28 mm na peti in 20 mm na prstih. Dovolj blaženja, ampak ga še vedno ne uvršča to med tiste ultra blažene copate. Čist za začetek, največ sprememb sem že rekel, da je bilo v zgornjem delu in zato gremo kar po vrsti. Še vedno ohranjam tole hitro quick lace vezalko, ki je še vedno hitra. Spremenil pa se je tale žepek za vezalke, ki je tokrat bolj tak ozek, bolj z manj prostora in vezalke gre dejansko zelo težko noter. Sicer malo se namatraš, ampak ko so enkrat vezalke noter, pa dejansko pač nikamor več ne grejo in tudi tam ostanejo. V sprednjem delu je tak fitting v bistvu širši kot v prejšnjih modelih dvojki, enki in celo v tistem Sense Ultra modelu. Še vedno ima kapco, ki je mogoče malenkost ojačna, mogoče malo višja, lepljeni šivi povsod. Tale mrežica pa je malenkost drugačna, naj bi bila bolj zračna in pa predvsem, kar je pomembno, bolj vzdržljiva. Opetnik je mehkejši kot na prejšnjih. Glavna značilnost pa je v bistvu tale nogavička, ki preprečuje, da bi razni tujki prišli v stopalo, v copat in bi potem recimo povzročali kakšne žulje. Na ta način je ta SensiFit, EndoFit zelo spremenjen in čisto drugače deluje na tem copatu. Kot smo že rekli, srednji del ostaja pravzaprav enak, se pravi enaka zmes gume, enak padec peta prsti, na podplatu je še vedno kontakt grip guma, isti profil čepkov, ista rdeča barva. Moram reči, da sem v začetku zdi copat širši na podplatu kot je tisti, ampak sem ga primerjal za dvojko, pa dejansko isti, čeprav deluje širši in bolj stabilen, kar je samo plus. Če gremo kar po vrsti, stvari, ki so mi všeč. Všeč mi je to, da je v bistvu podplat ostal tak, kot je. Še bolj mi je všeč to, da ima sedaj malenkost več prostora na prstih. Sam nimam široke noge, mnogi tekači pa so tarnali, da je malenkost ozek. Ta model je tokrat širši. Je pa res, da tale mrežica ni tako zračna, kot se mi zdi. Zdaj, kljub tem jesenskim temperaturam se ne deluje, da bi
ful pihali čez ali pa da bi zeblo, kvečjemu se copat oziroma stopala zelo lepo ogrejejo noter. Fitting je zaradi te nogavičke in zaradi tega maše boljši. Res dobro prime, hkrati pa tale opetnika pa te guma ne moti recimo tetive, da bi karkoli bilo. Malo mi je nadležen tale žepek, sploh recimo, ko imaš malenkost zmrzene prste, zelo težko operiraš s tem žepkom in zelo težko zatakneš tele vezalke noter. Plus tega jezik je zelo tanek in je treba biti malenkost previden, kako si zavezujemo tele vezalke. Sam nisem imel težav, mogoče nekdo z višjim nartom je pa lahko imel težave s temi vezalkami. Več prostora na prstih, hkrati pa lep, tak dober oprijem pete, kar omogoča, da je korak čvrst in stabilen, na ta način varen za veliko kilometrov. Kot sem že rekel, zdi se širši kot dvojka, pa vendar ni. Ker sem ga primerjal, deluje pa zelo stabilno, verjetno zaradi te njegove ne previsoke lege, hkrati pa dovolj blaženja. Zdaj se pa na koncu vrnemo še na začetek. Rekli smo, da je to Salomon S-Lab Ultra 3, četrti model. Zakaj? Zato, ker gremo lahko po vrsti. Prvi model je bil S-Lab Sense Ultra, to je v bistvu začetnik, s katerim je Ryan Sense začel. Nato je nastal Salomon S-Lab Ultra, Ultra 2, na koncu imamo Ultra 3, se pravi 4 generacije copat so vodile do tega copata. Za koga bo ta copat? To bo za vse tekače, za vse ultraše, ki tečete dolge tekme, ki tečete veliko kilometrov. Predvsem bo to copat za tekme, zaradi tega, ker kljub malce višji ceni, zaradi vseh teh materialov, ki naredijo ta copat dober kot je, ne bo zdržal recimo kot pa Ultra Pro. Jaz recimo Salomon Ultra Pro uporabljam za treninge, S-Lab modele pa uporabljam zgolj za tekme oziroma za par treningov na leto. Zato, da je v bistvu to moj copat za na ultra tekme. Če so ti všeč naše tekaške vsebine, pritisni tale gumb subscribe oziroma prijavi se, da nikoli več ne zamudiš niti enega našega videa. Tukaj pod seznamom Kimitar Running Academy pa najdeš vse tekaške vsebine, vse videe zbrane na enem mestu.